ki ima svojega referata, njihova gospodina. In Koroški notranji, po oblikovanju spolne narodne identitete na slovenskem Koroško v 20. Hvala lepa. Prehrana, kuhinja in gospodinjenje so bili važni faktori pri oblikovanju spolne in narodne identitete na slovenskem Koroškem v 20. stoletju. V prispevku sledi njihovim realnim in simboličnim vlogam in pomenom, kot so se odražali na ravni javnih diskurzov ter praktičnega delovanja. In sicer se bom ukvarjala s podobo, vlogo in poukom gospodinje, z mestom kuhinje med zasebnim in javnim in z vlogo prehrane in gospodinstva pred plebiscitom leta 1920. Nacionalna ideologija in manjšinska politika sta se pogosto osredotočali na tradicionalne vloge ženske kot matere, žene in gospodinje, ker naj bi nujno gospodinjenje doprineslo k dobrobiti in obstoju družine in naroda. Skozi številne publikacije in izjave različnih svetovno-nazorskih smeri lahko sledimo liku dobre gospodinje, ki tako predstavlja eno od dolgoročnih stalnic propagirane ženske podobe. Ta podoba je v sozvočju s podobo slovenskem prostoru nasploh, nacionalni vidik pa je z ozirom na narodno problematiko na Koroškem pogosto posebej poudarja. Leta 1904 zlati nauki slovenskim gospodinjam v Mogorjevem koledarju opozorijo na staro slovensko preslovico: žena drži 3 vogle hiše, mož pa samo jednega, pri čemer naj bi govorila ta preslovica seveda samo o delavni, varčni, izkušeni in vzorni gospodinji. Istega leta časopis Mir izpostavlja narodnostne vidike pri nakupovanju, gospodinje naj posod zahtevajo le domačo blago in najeli tega posnemajo Nemke. Citat. Če te vidijo, ki je slovensko trobojnico, fej, to je bindiš, klin s klinom, recimo torej, fej, to je nemško, tega ne mara. Ako slovenske gospodinje ne bodo hoteli kupovati nemškega blaga, bo trgovec kmalu drugo naročil. Časopis Korošec leta 1907 v uvodu k podlistku Koroška gospodinja razloži, da bo rad prinašal tudi kaj za naše hvale vredne Korošice z namenom, da ostanejo in postanejo pridne Slovenke. Na to pripovedi mati Lenka in sosedova Lezika razkrije razne nasvete, Lenka kot dobra kuharica pa tudi izda recept za škofov kruh. V podobni pripovedno-poučni obliki Koroška zora leta 1920 objavi serijo člankov, kako je Cvenkljeva gospodinja svojcem napravila domačo hišo milo in drago. Že v prvih stavkih Jože govori svoje ženi Micki: ohvala Bogu, da te imam, podpiraš mi res 3 vogle hiše s svojim razumnim gospodinstvom. Na to članki podrobno orišajo delovanje in značajke vzorne gospodinje Micki. Ena kuhinja je venočina goriva na protku posoda. Kako je dišala jed v čisti posodi lačni družini in kako se je čutila pokrepčano, ko je vstala od mize. Cvenkljevi posli pa so hvalili Micko, da veže moža, otroke in njih na hišo ne le s pripravnostjo, ampak tudi s tem, da upošteva potrebe in okus želodca prebivalcev svoje hiše. V medvojnem času koroški Slovenec propagira tradicionalni Slovenke kot idealne gospodine z nacionalnim pomenom. Tako naprimer leta 1929 izpostavi, kako gospodinja zna z malimi sredstvi za ognjiščem pripraviti okusno jed in kako napravi domačem domovje prijetno in priljubljeno. Zato naj bi bilo ljudstvo tam najbolj vzbujeno, kjer kaže gospodinja smisel za dobro in obenem varčno gospodinstvo, kjer gospodinja vodi pametno in premišljeno kmetijsko politiko. In še leta 1988 spis učenke kmetijsko-gospodinske šole v Šentrupertu piše realno podobo žene, mater in gospodinje. Namreč ostane pred možem, da mu skuha dobro kavo in mu pogreje žgance za zajtrk. Ko mož odide v službo, pa spravi, pomije posodo, nato se začne hitro vrteti okoli štedilnika, da pripravi pasilo, preden se mož vrne. Vendar je spis neke druge učenke pa zastopal tudi drugačno mnenje, po katerem naj ima tudi žena pravico, da gre v službo in mož pravico, da ostane doma, ali ne? In ta dva spisa sta pospremljena z ilustracijo žene oziroma moža, kako se vrtika in sukata v kuhinji.
gospodinje. Gospodinje je sicer pogosto prikazano kot domnevno naravna, torej prideljena vloga žensk, vendar je seveda kulturno-socialno oblikovana in učena vloga, ki je tudi povezana z zahtevo strokovne izobrazbe. Važno sredstvo za pouk gospodin so del komunikacije z različnimi sveti, predaja znanja z matere na hčer in seveda gospodinsko-kuharski tečaj in šole. Poudarek na izobraževanje ženskega spola za vlogo gospodinje je tako da kot stalnica koroško-slovenske zgodovine, saj so se različne manjšinske oziroma ženske organizacije v svojem delovanju posvečile gospodinstvu. Tako je na primer Slovenska krščansko-socialna zveza v prvi polovici 20. stoletja podpirala gospodinsko izobraževanje v okviru dekliške zveze in ženske zveze v prosvetnih društvih oziroma večtedenskih gospodinskih tečajev. Pred plebiscitom leta 20 je Zveza ženskih društv organizirala predavanje gospodinskih tečajev. V 30 letih je Kmečka zveza podpirala učenke pri obiskovanju gospodinskih šol v Sloveniji, ker, citiram, ne samo dobrih gospodarjev, ampak tudi izobraženih gospodin, ki naj ne bodo mestne gospodične, ko zapustijo šolo, potrebujemo koroški Slovenci. Vendar nočemo biti hlapci in veki. Po drugi svetovni vojni so tečaje prirejali v okviru Kmečke zveze, Antifašistične fronte žena, Zveze slovenskih žena ter Slovenske prosvetne zveze. Pomembni inštituciji skozi desetletja pa sta bili tudi gospodinski šoli v Šempetru in Šentrupertu, ker se tam dekleta, citiram, pripravljajo na svoj poklic, postati skrbne matere in dobre gospodinje v slovenskih domovih na Koroškem. S pomočjo teh gospodinsko-kuharskih tečajev bi se ženske torej priučevali svoje ženski in hkrati slovenski vlogi in se izučile za delovanje v okviru te vloge. Pomembno mesto pri tem je seveda slovenski jezik, ker naj bi se tečajnice v tečajih naučile in vadile pisne slovenščine. Tako je voditeljica tečaja 1920 zabeležila, da tečaj nudi tudi priliko popraviti pogreške ljudske šole poničevalnice in se dekleta trudi, da govorijo lepo čisto slovenščino. Neko poročilo o potovanju po Koroški leta 1926 pa je v zvezi z znanjem slovenščine poudarilo, da, citiram, so v tem oziru jako uspešne razne izvenšolske prireditve, na primer gospodinski tečaji, ki izdatno izboljšajo zlasti pri dekletih pomanjkljivo znanje slovenskega jezika. Pomembno je predstavljati tudi, kaj se v teh tečajih kuhalo, kako se je jedi pomenovalo in kako se jih je serviralo. Vse to naj bi odgovarjalo koroški slovenski in s tem tudi kmečki narodni podobi oziroma sanki. Nacionalnost jedi se lahko na primer izražala s tem, da so bile sladice prezentirane v modro-belo-rdečih papirnatih košaricah, torej v slovenski zastavi. Ko so v nekem tečaju Pliberčanke po svoje kuhale napravili razne vrste teh znanih koroških nulonov, so jih kot naobražene Slovenke seveda imenovali s pravilnimi slovenskimi imeni, na primer ajdovi rezanci, pogačni rezanci in tako dalje. In ker so se na seji Slovenske krščansko-socialne zveze v 30 letih nekateri kritizirali, da zaključne razstave nima nič kmečkega na sebi, ker so tam torte in likerji, se je sklenilo, naj se vse bolj prilagodi kmečki okolici, torej naj se razstavijo boljše kmečke jedi kot pečenke in kolači. Tečaji z njihovimi zaključnimi prireditvami, izgovori, reklamacijami in druženjem so torej služili nacionalizaciji in nacionalne reformacije slovenske manjšine. Zato pa tudi pogosto izvali nečko kritiko in nasprotovanje. Tako je na primer časopis Koroška domovina v 30 letih kritiziral, da se v slovenskih tečajih zelo gleda na politično izobrazbo in sicer v obliki, ki jo je označil kot politično huskanje. Govoril je o učenju krajinskega jezika in kulture, krajinski kuhinji in kuhanju nacionalno-političnih sluh, zaključne prireditve je označil kot nacionalno-slovenske slavnosti, kjer prihaja na dan proti državni domeni in nasploh domneval, da se stečajo pri teh etapih zelo politično pokušina čez karavanke. Zato tudi ne preseneča, da skozi celo stoletje zasledimo prirejanje konkurenčnih nemških tečajev, napade na slovenske tečaje, tečajnice in njihove voditeljice, kot na primer Marko Hartmann, policijski nadzor ali pa tudi prepovedi v času nacionalsocializma. Kot primerno je tukaj služi nemški plakat proti slovenskemu tečaju iz leta 1953, ki je v zelo polomljeni nemščini svetoval: neste vaše torte v slovansko kraljestvo, v pošteni Korošci, ne jedo nobene od vas.
kraj, kjer gospodinja skrbi za prehrano svojcev v širšem pomenu tudi kot oglišče doma, je prostor ženske, tako kot simbol njene materinske skrbi za družino in narod. Hkrati je to zaseben prostor, kjer naj bi bila ženska zaščitena pri vplivi javnega na Koroškem nečno dominiranega življenja. Potem taka kuhinja igra važno vlogo tako v ohranjanju slovenske narodnosti posameznice, kot tudi celotne družine, ki se tako rekoč zbira v slovenski kuhinji, kjer gospodinji Slovenke. Zaradi te nacionalne vloge koroška slovenska ideologija in politika pogosto forsirata tradicionalno mesto ženske v kuhinji. Po drugi strani pa v različnih prilikah zasledimo diskusijo o tem, da ravno zaradi narodnih potreb in nalog mesto ženske ni ali da ni samo v kuhinji. Predvsem v prelomnih nacionalno-kritičnih časih naj bi ženske pristopile prag domače kuhinje, tudi kot simbolične meje med zasebnim in javnim, in se vključile v javno narodno gibanje. Tako časopis Mir že leta 1904 poziva slovenske gospodarje, naj ne hodijo sami na shode, ampak vzemite s seboj tudi svoje žene, katerim naj ne velja vedno le iz kuhinje do prava, ker bo hiša samo tedaj narodna, a pa bodo žene. V predplebiscitnem času angažma žensk sproža obširne debate v njihovem mestu. Ženska organizacija je citat prekoračila prag domače hiše in stopila v javnost. Bojuje se za svoj narod ne le s kuhalnico in zmetlo, ne jo z glasovnico, na kateri stoji Jugoslavija. Neko vabilo na ženski shod je poudarilo, da je ženski pravico in dolžnost odločevati v državni meji in hoče prepričati svet, da so zavedno minili tisti časi, ko je imela žena beseda samo v kuhinji. Na drugi strani pa je neka govornica na shodih opozorila, da gre pri plebiscitu tudi za naše lonce in biskre, da bomo imeli kaj notri dati, za naše kuhalnice, da bomo imeli kaj mešati. Gre za to, da bomo morali preživeti svojo družino, otroke svoje. Zato naj bi ženske delali vse moči za Jugoslavijo, ker hočejo ostati samostojne gospodinje, ker hočejo ostati pri svojih loncih, biskih, skledah in kuhalnicah. V medvojnem času časopis Koroški Slovenec kot omenjeno propagira predvsem tradicionalne poglede, vendar pa tudi kritično. Citiram. Pogosto se sliši mednarodne glasove, ki dajo izraza nevolje, da bi kdo omenil, da je tudi ženska poklicana sodelovati pri povzdigi narodne zavesti. Doma naj delajo skrbi za gospodinstvo, drugo jih nič ne pride. In ali naj se še te skrbi napretijo, ko imajo domače odbor. Avtorica tega članka pa nasprotno meni, da ravno to nam škoduje, ker se brigamo samo za dom in počrtala, da ima ženska pravico do soodločanja v državni upravi. Dvojno umestitev žensk znotraj in izven kuhinje zasledimo pa tudi v letih po drugi svetovni vojni. Tako naprimer na zaključni prireditvi gospodinsko-kuharskega tečaja v Pliberku leta 1949 Milena Mokarjeva poudari vlogo žena v javnem življenju in meni, da žena ne spada samo v kuhinjo, naša žena je prav tako kot moški vključena v boj, ki ga bijo vsi miroljubni narodi za svobode in enakopravnost. V diskusijah na občini Zbora Zveze slovenskih žena leta 1954 pa naj bi se bilo pokazalo, da se naša žena ne zanima le za dom in kuhinjo, marveč prav tako tudi za dogajanje na vseh drugih področjih. Prehrana je bila tudi važen argument in agitacijsko sredstvo pred plebiscitom leta 1920. Razno propagandno gradivo, govori, poročila in tako dalje so se posvečali stanju prehrane in se pri tem pogosto obračali posebej na ženske kot tiste, ki so v prvi vrsti zadolžene za preskrbo družine. Tudi delovanje Zveze ženskih društev je preskrba važen moment. Tako je Angela Piskarnik na zborovanju zveze izpostavila, da se v nemški Avstriji obeta lakota in stradanje. Draginja je tam 100-krat večja, vse ena izkaznice, kar bi družine za 14 dni lahko poje pri enem samem kosilu. Na Dunaju plača, če se hoče dositega jesti za eno kosilo, 200 kron. Podobno to ilustrira ta karikatura v Korošcu, namreč stanje prehrane v Avstriji na primeru slušene družine, zbranja okoli krožnih gospičkov tedensko porcijo moke, krompirja in tako dalje. Nek projugoslovanski letak je spraševal Nico, če ve, kje se dobijo karte za špeh, mast, meso in klobase. In Nica ve, da so karte v nemški Avstriji, medtem ko se dobijo špeh, mast, meso in klobase, kolikor jih hočeš, seveda povsod v Jugoslaviji.
svet za Koroško počrta pomen redne improvizacije kot prvi pogoj ljudske zadovoljnosti in izrazil bojazen, da bi ravno pomanjkanje sladkorja odvrnilo marsikoga posebne ženice, da bi glasovali za Jugoslavijo, ko vidijo, da je nemški Avstro preskrba sladkorja mnogo boljša. Zato je slovenska stran skušala z razdeljevanjem različnih potrebščin in tudi sladkorja pridobiti simpatije in glasove. V finančno organizatorično plat tega razdeljevanja sladkorja, ki je tudi označen kot propagandni sladkor, so bile involvirane različne oblasti in organizacije. Od Deželne vlade za Slovenijo, preko narodnih svetov, Koroške gospodarske družbe in seveda Zveze ženskih društev. Kot primerna služi dopis sladkornega odbora v Basnici, po katerem je bilo za občino nakazanih 810 kg sladkorja in večji del sladkorja se je, citiram, razdelil na članice ženskega društva in druge občane slovenskega mišljenja, kakor tudi na omakljivce v svrhu pridobitve za našo stvar. Ker pa se je tudi nemška stran posluževala materialnih propagandnih sredstev in s tem zvezi sladkorja, zasledimo ostre polemike o legitimnosti in moralnosti tega delovanja. Korošča se je tematika na primer dotaknil v rimani obliki, citiram. Celovča, od moja bom cukra ti dal, boš tega pojedla, ki zdaj že boš dal, cona A, ne hodi za mano, ne boš me dobil, predobro poznam, da raš sem šil. Mir je rotil mamice, da za košček cukra vendar ne boste podale svoje duše. In tudi lokalna poročila govorijo o podkupovanju glasovalk, tako naj bi na primer ena stanovalka dobila 1 kilogram sladkorja in nekaj miga z namenom, da bi ona glasovala za nemško stran. Predvsem Koroška Zora se je v članku, katera je na prodaj, izčrpno posvetila vprašanjem razdeljevanja potrebščin kot podkupovanja zapisala. Razvila se je kupčija z ljudmi in dušami. Kupuje jih za kilo cukra ali soli. Ta kupčija je tako grda in ostudna, da prekosi zdaleka stara zamorsko služnost, pa tudi moderno trgovanje z ženskami. Zakaj? Pri tej kupčiji namreč za služnost ni obsojen samo tisti, ki se proda, ampak tudi prihodni rodovi. Vsako pošteno slovensko ženo, citiram, mora biti rdečica sramu, da si nasprotniki sploh upajo misliti, da je ena naših korošic na prodaj. Naše narodno prepričanje se ne odvaga s kilo sladkorja, se ne preplača s tisočaki. Ako hočejo kupovati ženske, naj gredo v Celovec ali na Dunaj. Tam pravijo, da so ženske na prodaj. Konec citata. Medtem, ko je torej projugoslovanska propaganda oblikovala podobo nemški nemoralnosti z ozirom na podkupovanje, je proavstrijska propaganda oblikovala negativni stereotip Balkana tudi z ozirom na kvaliteto gospodinjenja in gospodinskega znanja žensk. Predvsem, kadar je nastopila proti delovanju ženskih društev in njihovih tečajev. Citiram. Kuharski tečaj, šivalni tečaj, ženska zveza. Vse to je samo poskus kupovanja, da bi se pridobilo naklonjenost žensk za glasovanje. Zakaj pa se ne ustanavljajo kuharski in šivalni tečaj v lastni SHS deželi? Možje okoli Korošča so se nekrat spomnili ustanoviti ženske tečaje na Koroškem, ko zaostajajo njihove lastne babe doma v kuharski umetnosti, v ročnem delu še 200 let v kulturi. Gospodje iz Ljubljane naj tam spodaj ustanavljajo kuharske tečaje gospodinske šole, kjer je še tista doba doma, ko se šmitna peči v sobi, ko obezeš jedo brez jedinega prebora, tam spodaj naj hleskaški kulturonosci odprejo dni za pravo kulturo, in s to pravo kulture je bila seveda začnena nemška kultura. Če zaključim, prispevek je orisa vpliv gospodinjanja, prehrane in kuhinje pri nacionalizaciji in politizaciji slovenske manjšine na Koroškem, pri oblikovanju pogledov na razmerje med spoloma in pri izoblikovanju nacionalne in spolne identitete žensk. Ideologizirani javni diskurzi so vplivali na delovanje organizacij, preko njih na posameznice in posameznike, istočasno so te organizacije in posameznice in posamezniki so oblikovali te diskurze. Vpliv tradicionalnih predstav se je izražal med drugim že pri slovični podobi ženske gospodinje, ki podpira 3 bogate hiše. Po drugi strani pa so te debate tudi izzivale nasprotovanje, ko niso ali niso več odgovarjali bodisi konkretnim narodnim interesom, bodisi individualnim željam žensk, kot jih je na primer izrazila Milena Grobakar, citat, pripravljena bi se bila učiti vse, razen gospodinstva šivanja, ta 2 predmeta se v šoli najbolj sovražila. Hvala.